Ja, to bi jaz verjetno tudi rekla svojih hčerki, manj mož študiram. Ampak mogoče zgleda takole, naslov je na nek način sposojen. In sicer sposobili smo si ga od nemškega germanista, gledališčnika, avtorja uspešnic Frauen, die lesen, sind gefährlich, Frauen, die denken, sind gefährlich, torej ženske, ki berejo, ženske, ki mislijo, ženske, ki pišejo, so nevarne. Če to postavljamo v nek kontekst 19. stoletja, seveda jasno pridemo do tega, da nekdo, ki je ženskega spola in poskuša rušiti takratne družbene norme, je v vsakem primeru nevaren. Mi smo seveda ukradli naslov, ampak za teh 9 naših protagonistk se nam je zdelo zelo primerno, da rečemo, da so ženske, ki študirajo, nevarne. V podnaslovu pa smo zelo jasno povedali, da gre za izbrane portrete žensk, ki so predstavljale takratno slovensko inteligenco. Mogoče treba povedati še, da nočemo konkurirati izjemni knjigi, ki je nastala pred tem, Pozabljena polovica, ki prinaša več kot 100 biografskih slik žensk, vendar pa so te biografske slike nekakšne skice nastale v projektu pod vodstvom Alenke Šelih in njenih sodelavk, seveda drugačne. Naša naloga je bila, da zberemo in tiste ženske, ki so dejansko stopile na fakulteto in na nek način zaznamovale slovensko kulturno zgodovino. Tiste ženske, zakaj pa nevarne, ne, ta provokativna naslov, o katerem govorimo. V 19. stoletju gre za študij, gre za neko domeno, ki je svet moških. To ni svet žensk, študirati in biti v velikih predavalnicah in hoditi na izpite. Domena moških v tem smislu, da ženske veljajo za tiste, ki imajo naravne odlike, skrbijo za dom, domače ognjišče, otroke, so prijazne, vljudne, kuhajo in imajo empatijo. Moški pa so tisti, ki imajo neko kulturno odliko, nek princip, ki je pomemben v družbi, princip, ki pomeni, da so gonilo družbe, gonilo gospodarstva, da se smejo uveljavljati, da smejo povedati svoje mnenje. V tem trenutku, ko v ta svet začnejo vstopati ženske, se zgodi to, da pravzaprav podirajo zidove, podirajo neke norme, ki so ustaljene in v tem trenutku so neki družbeni okviri in stebri ogroženi. Zato smo poskušali biti malce provokativne z nevarnimi ženskami. Kako nevarno, mogoče samo za ilustracijo, kako nevarne se v tem času zdijo ženske, o katerih govorimo tudi in tudi naše protagonistke so take. Mogoče nekaj citatov, obstajajo nevrologi, psihiatri, ki so dokazovali z znanstvenimi študijami, da je volumen ženskih možganov drugačen od volumna moških. Dejansko so to izmerili in pač na ta način dokazali zaradi manjšega volumna, da ženske kognitivnih sposobnosti nimajo. Spraševali so se, kako naj bi ženske hodile na predavanja in kako pravzaprav naj bi ta predavanja zastavili profesori, da bo to primerno za ženska ušesa. Ženska ušesa, ki naj bi slišala spodobne stvari, se pravi device, čistost in tako naprej. Takoj, ko so predavanja prilagodili ženskim ušesom, so se začeli spraševati, ali to še nekako ustreza moškemu umu, ali ni to že preveč poenostavljeno. Se pravi, ženske so se soočale s strašnimi izzivi. Bili so predsodki, ki jih je bilo težko preseči, ovire, ki jih ni bilo zelo lahko preskočiti. Kljub temu pa so evropske univerze Dunajska relativno pozno začele odpirati vrata tudi rednim študentkam. Dunajska to stori konec 19. stoletja, 1897. Malček za primerjavo, to pomeni pred Prusijo in pred Rusijo. Prusija 1906, Rusija 1913. So pa zaostajajo pa seveda za drugimi univerzami. Švica je tu že 1863, potem sem sodi Italija, Belgija, Norveška, Švedska, celo Turčija odpre vrata univerz študentkam 4 leta, 1894, torej pred Dunajsko univerzo. Ampak z letom 1897 se stvari preobrnejo, spremenijo, vstop v študijske klopi imajo tudi dekleta in to je nekakšna zmaga, pravzaprav revolucija v tistem trenutku in počasi si utirajo pot v znanost in v poklice, ki so sicer moška domena.